Pozdravljeni! Danes bom spregovoril o izjemno pomembnem mejniku v zgodovini Formule 1. Beseda bo tekla o Hondi RA302. Bolidu, kateri je nastopal samo na eni sami dirki, a kljub vsemu zaznamoval Formulo 1. In to pa zato, ker je dokazal, kako pomembni so kompromisi in kdaj je tudi treba popustiti. Honda je nedvomno eden izmed najuspešnejših konstruktorjev v zgodovini Formule 1 in tudi dobaviteljev, pa naj si bo motorjev ali pogonskih sklopov. A zgodba o njihovem projektu RA302 nam bo pokazala, kako potencialno dobre ideje se lahko realizirajo v nekaj, kar je nevarno in pogubno. Seveda, če k temu dodamo še korporativno politiko in prodajanje cestnih avtomobilov skozi Formulo 1, je slika malce bolj popolna. A da bomo bolje razumeli, se je treba vrniti najprej v 60-ta, takrat, ko je bila Honda prvič prisotna v svetu Formule 1. In imeli so takrat izjemno zanimive rezultate. Zmagali so dve dirki, namreč leta 1965 z bolidom RA272, tisto znano veliko nagrado Mehike z Richem Ginterjem. In tudi kasneje, leta 1967, bolid se klical RA300 in zmagal je veliko nagrado Italije, praktično na svojem debiju za volanom je bil John Surtees. A tu je bila že prva težava. RA300 ni bil projekt Honde. Oni so plačali Loli, da jim je naredila šasijo. In v dokumentih Lole je ta projekt imenovan T130. A Japonci so hoteli dokazati sebi in celemu svetu, da oni znajo. Zato so prekinili sodelovanje z Lolo, naredili novo šasijo, imenovano RA301, katera je temeljila na prejšnji RA300 kot nek vmesni člen, preden bodo pripravili svojo mojstrovino, imenovano RA302. Najprej so pogledali, kaj so vse menili, da je šlo narobe pri tisti družini RA300 oziroma 301. In prva zadeva, katero so opazili, je bila teža. Po mnogih virih pravijo, da je bila ta celo 200 kg nad tisto minimalno dovoljeno težo. Seveda nekaj je odpadlo na motor, a mnogo tudi na šasijo. In v 60-ih, ko še ni bilo ogljikovih vlaken, je bil edini material, kateri bi lahko drastično zmanjšal težo, magnezij. A magnezij v aluminijevih litinah je bil izjemno vnetljiv in enkrat, ko je zagorel, ga nisi mogel ugasiti. A pri RA302 so rabili izključno magnezijeve litine pri izdelavi šasije. Druga točka, katera je bila izjemnega pomena, je bil motor tega novega bolida. Za razliko od vseh ostalih so se odločili za zračno hlajeni motor. Tako da je odpadel ves hladilni sistem, to se pravi tiste vodni hladilnik, vse cevi, ki so povezovale prednji in zadnji del bolida, ter tako ustvarili na eni strani bistveno lažji bolid, odpadel je hladilni sistem, po drugi strani aerodinamično bolj učinkovit in v tretji točki bolj naprej so lahko postavili tudi motor kot najtežji element. Namreč, če voznik pred nogami ni imel nič, je lahko sedel bolj od spredaj, zato so tudi motor lahko postavili malce bolj naprej. In seveda na papirju je to izgledalo fantastično. A ko je John Surtees prišel na Silverstone, da bi poizkusil nov bolid Honde, je bil že po 2 krogih prepričan, da je ta stvar smrtno nevarna. Namreč po 2 krogih je to ugotovil prvič tudi zato, ker imeli so težavo s pregrevanjem olja, a videl je že, da ta premik tež naprej je napravil bolid nepredvidljiv.
Pri Hondi so težave s hlajenjem sicer odpravili z zanimivimi vstopniki, kateri so usmerjali zračni tok direktno na motor in ga tako bolje hladili. Vidimo na nosnem delu tudi hladilnik za olje, a to so bile malenkosti. Tistih težav, ki so jih imeli z težiščem, niso mogli odpraviti in sredi ovinka je bil ta bolid nepredvidljiv. John Surtees ga ni hotel več voziti, da se razumemo. Zahteval je od Honde, če hočejo vztrajati na tej smeri, da ga vsaj naredijo iz navadnega aluminija. Težjega, ampak bolj varnega. A pri Hondi se niso dali. Prišli so na veliko nagrado leta 1968, kjer so hoteli tudi zato, ker so vpeljali nove cestne avtomobile z zračno hlajenim motorjem, to izkoristiti za reklamo. Tudi Soichiro Honda je praktično zahteval nastop tega bolida na veliki nagradi Francije. Osebno je prišel prositi Surteesa, če bi ga vozil, a Surtees ni spremenil svojega mnenja. Zato so se morali nekaj izmisliti. Dobili so Joeja Schlesserja, znanega francoskega voznika, kateri je takrat več ali manj vozil bolide Formule 2, tudi v Formuli 1, a bil je neke vrste lokalni junak. Bil je že precej v letih, star 40 let, čeprav drugi časi, drugi standardi. In to je bila neke vrste njegova življenjska priložnost. Dali so mu bolid, kateri je bil bistveno boljši od vsega tistega, kar je do takrat vozil. In zgodilo se je, da na kvalifikacijah za veliko nagrado Francije je bil on predzadnji. Praktično 16 od 18, a eden izmed voznikov je tako trčil na prostih treningih, da ni mogel štartati. Za razliko od John Surtees s tistim RA301, tistim mašilom, tistim pretežkim bolidom, je bil sedmi. Dirka se je začela in v drugem krogu se je zgodila nesreča. Schlesser je izgubil oblast nad tem nestabilnim bolidom, se prebrnil na glavo, imel je poln rezervoar goriva, cirka 200 litrov, in ta kletka iz magnezija se spremenila v baklo. Bilo je izjemno dramatično, kajti vozniki so vozili mimo Schlesserja, kateri je gorel, gasilci so ga skušali pogasiti, a nikomur ni uspelo, kajti magnezij pogorel, dokler ne bo izgorel. Ta tragedija je zaznamovala dirkaški vikend in vsi so skoraj pozabili, da je takrat prvič zmagal Jackie X in na drugem mestu je bil John Surtees s tistim RA301, tistim, ki po japonski mentaliteti ni bil dovolj dober. A če si kdo misli, da je tu konec zgodbe o RA302, se bridko moti. Na veliko nagrado Italije so pripeljali drugo šasijo, katera je izjemno zanimiva. Namreč ima rahlo spremenjen izpušni sistem, kar ni nič takega. Še zmerom je narejena iz magnezija, kar je potencialno prav tako nevarno, a na sredini med vozniško kabino in motorjem so postavili aerodinamični profil. Tako so mislili, da bodo odpravili tisto težavo z nestabilnostjo, ki so jo pravzaprav povzročili sami. Zopet je prišel Soichiro Honda prositi Surteesa, če bi vozil RA302. A John Surtees je samo odmajal z glavo. Odpeljal je dirko v svojem starem RA301 in konec sezone, tudi zaradi slabe reklame, ki se jo je Honda pridelala praktično sama, je zapustila cirkus Formule 1. Toliko o tem pomembnem mejniku v svetu Formule 1, ki nam je pokazal, kako lahko dobre ideje se tudi izrodijo, če tisti, ki jih imajo, ne razumejo zakonitosti cirkusa Formule 1. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.